Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem energijski trener za uspeh. Kako si pridobiti spoštovanje? Pred kratkim sem dobil vprašanje po mailu. Gospa ima neko situacijo z bratom, ki je nespoštljiv, se grdo obnaša, ima neko čudno komunikacijo in tako. In potem je bilo vprašanje, kako v nekih takih situacijah dobiti spoštovanje. Ta video je dejansko namenjen tudi tistim, ki vas zanima, kako si pridobiti spoštovanje v partnerstvu, spoštovanje na delovnem mestu, spoštovanje v nekem odnosu. V bistvu gre za vse. Prva stvar, ki jo moramo tukaj pogledati, je dejansko, kot rečemo, zakon privlačnosti. Tisto, kar se dogaja znotraj nas, se dogaja znotraj v bistvu zunaj našega okolja. Dejansko vibracija, ki jo mi imamo v sebi, to vibracijo dejansko oddajamo od sebe v našo okolico. To pomeni, če se ljudje nespoštljivo obnašajo do nas, potem obstaja velika verjetnost, da se mi sami v nekem kontekstu nespoštljivo obnašamo do sebe. Seveda dostikrat potem slišim, Miran, ampak jaz sebe spoštujem, se imam rada, v bistvu vse te zadeve, ne vidim, kje bi dejansko jaz sebe ne spoštovala. Glejte, v bistvu spoštovanje je na različnih nivojih. Spoštujem sebe, spoštujem svoje telo, spoštujem svoj čas, spoštujem svoj mir, spoštujem svoje znanje, spoštujem svoje sposobnosti, spoštujem mojo odgovornost, spoštujem moje obljube. Ste videli? Kar naenkrat je bilo kar nekaj kategorij, kjer dejansko mi dovolimo, prvič, najprej sebi, če sam ne držim svojih obljub, to pomeni, da ne spoštujem sebe. Če dejansko delam neko delo, nekdo pride in potem pustim vse in grem in mu pomagam, se posvetim njemu, moj čas mi ni pomemben. Seveda mi je pomemben, ampak v bistvu seveda na ta način si mi kupujemo ljubezen nekega človeka. Ampak suma sumarum je, da dejansko mi ne spoštujemo svojega časa, ne spoštujemo svojega znanja. Ej ti, a razumete, ej ti, daj mi nekaj pomagaj. Recimo, ste strokovnjak na nekem področju, v svoj razvoj ste investirali, toliko in toliko časa, toliko in toliko denarja, toliko let in vsega tega in potem pride kolega, ej ti, ki tole obvladaš, to je ta slovenska, ej ti, ki tole obvladaš. Ampak razumete, to je dejansko nespoštovanje. Nespoštovanje v bistvu na različnih področjih. Ko gremo pogledat, potem dejansko ugotovimo, da je mogoče ogromno nekih področji, kjer mi tega ne spoštujemo. In zdaj, drugi korak je potem, da si moramo to spoštovanje zaslužiti. Če želimo spoštovanje imeti, moramo postati spoštovanje vredni. Poglejte, vsi smo že imeli neko izkušnjo, da smo bili na nekem delovnem mestu, v nekem kolektivu, v neki skupini in potem je nekdo, ki je bil enak izmed nas, enak med enakimi, tako kot rečemo, ki je postal potem vodja. Si predstavljate, ste v službi, imate šefico, recimo 5 sodelavk, šefica, in potem ta šefica se upokoji ali pa najde novo službo, karkoli premeščena, in potem sodelavka postane šefica in potem sodelavka začne šefirati okrog in potem sodelavka misli, da zdaj, ker ima neko pozicijo šefice, potem bo to spoštovanje prišlo kar avtomatsko. Jaz sem že bil v takih situacijah in recimo zanimivo je, jaz se ukvarjam z borilnimi veščinami, sem trener in sem bil ravno v nekih takih situacijah, da sem bil v nekem društvu, kjer so občasno, če je bil nekdo vodja ekipe in potem je s to svojo titulo mahal in tako naprej. Jaz sem pa sam imel izkušnjo na mojem treningu, kjer sem imel 20, 30, 40 ljudi, odvisno od skupine. Če sem želel, da mi oni sledijo, sem moral pokazati vzgled, sem moral pokazati nek standard, sem moral pokazati nek višji nivo neke veščine, neke sposobnosti, nekega odnosa, da ti potem ljudje sledijo, na nek naraven način.
Okay, če želimo zgraditi spoštovanje, kakšni so dejansko koraki? Rekli smo spremeniti moramo odnos do sebe, spremeniti moramo svojo vibracijo. Kako to lahko naredimo? Razumeti moramo, da to ne pomeni, da dobimo spoštovanje. Ni samo to, da potem nekdo pride in reče: Miran, kaj naj jaz zdaj partnerju rečem, kako naj jaz njemu povem, da on mene spoštuje, kako naj jaz bratu rečem, da je tega dovolj, da se na ta način ne more obnašati. V bistvu to ne gre, to je zopet tista šefica, ki išče bližnjice. Če želimo resnično ustvariti, si pridobiti spoštovanje, moramo mi postati spoštovanje vredna oseba. Malo tako čudno zveni, ampak dejansko mi moramo sebe spremeniti. Ker če mi gledamo, koga ljudje spoštujejo, do koga se ljudje obnašajo na blagajni, potem ena reče: ok, naslednji, gremo to, izvolite gospa, kako ste gospa. Ampak razumete, zakaj? Zaradi neke vibracije, ki jo ta oseba oddaja. In če želimo postati takšna oseba, moramo začeti drugače razmišljati. Moramo začeti drugače razmišljati o sebi, moramo začeti drugače razmišljati o drugih ljudeh. Če želimo biti spoštovani, moramo spoštovati druge ljudi. In če želimo spoštovati druge ljudi, potem moramo mogoče spremeniti neka prepričanja, ki smo jih o ljudeh imeli v preteklosti. Mogoče moramo pozdraviti neke slabe izkušnje, ki smo jih imeli z ljudmi. Ravno sem bral eno knjigo, pa je notri ravno tako neko vprašanje, kako naj spremenim ta odnos do ljudi, glede na to, da sem toliko slabih izkušenj imel v preteklosti, da sem bil izrabljen, da sem bil zlorabljen, da sem bil uporabljen in tako naprej. A razumete, vse te zadeve, kako verjeti, da obstajajo dobri ljudje, kako dejansko tudi, če že verjameš, da obstajajo dobri ljudje in te potem pride do nečesa, da dejansko te okrog prinesejo, te uporabijo, zlorabijo, kako greš lahko preko tega. Ampak v bistvu princip je tak, da bolj ko rasteš, bolj ko dejansko razumeš stvari, bolj ko spreminja svojo vibracijo, te stvari opaziš. Opaziš take ljudi, opaziš ljudi, ki imajo neke čudne namene, opaziš ljudi, začutiš ljudi, ki imajo neko drugačno energijo. To pomeni, prva stvar je, začeti moramo drugače razmišljati, spremeniti moramo svoje vrednote, spremeniti moramo svoje prepričanja, spremeniti moramo svojo vibracijo in dejansko spremeniti moramo svojo preteklost. Da dejansko ne glede na to, kaj se mi je zgodilo, kakšna je bila moja mladost, kakšni so bili moji starši, kakšni so bili moji sosedje, kakšen je bil moj bivši partner, kakšen je bil moj bivši šef, ne glede na to, še vedno verjamem, da obstajajo na nekem nivoju ljudje, ki dejansko razumejo, ampak najprej to spoštovanje moram imeti do sebe in potem avtomatsko, bolj kot sebe spoštujem, bolj avtomatsko se dejansko, po neki naravni poti se zgodi neka selekcija. Dostikrat preberem na Facebooku, da neka zgodba je, mislim, da je ta Anthony Hopkins je naredil neko poezijo, kako se moramo iti, da moramo, vse ljudi, ki so nam karkoli slabega želeli dati iz našega življenja, vse, ki so, nevredni naše, razne take zgodbe so. Ampak, glejte, ko začneš ti delati na sebi, ko začneš ti spreminjati odnos do sebe, potem so te stvari avtomatske, potem so te stvari popolnoma naravne, potem ti nimaš časa, da pišeš po Facebooku, vsi, ki v nesreči spoznaš prijatelje, to enostavno nimaš časa. Zakaj? Zato, ker greš naprej, ker greš v novo življenje, ker te to ne zanima. V nesreči spoznaš, kdo je tvoj prijatelj, nekoč boš našel nekoga, v bistvu te stvari so, samo neko, razmišljanje na nekem nivoju, s katerimi se ljudje ukvarjajo, ki si želijo, da bi tako bilo, če bi bilo. Enkrat, ko bo. Ampak, ko pa ti delaš na sebi, ko ti dejansko spremeniš ta prepričanja, pozdraviš svojo preteklost, spremeniš svojo vibracijo in ko imaš neko jasno vizijo,
v življenju, kaj hočeš, kdo hočeš postati, spoštuješ sebe, spoštuješ druge ljudi, potem pa greš ti avtomatsko. In avtomatsko pač, če te nekdo ne spoštuje, bom rekel čisto, prijazno, ponižno, poveš, to je situacija taka, ne vem, greš nekam, greš na kosilo, ti prinesejo nek zrezek, ki je slabo zapečen. Ne? Potem ni stvar v tem, da ti rečeš, joj, ti da takar, kako si to predstavljati, kaj je to, to je brez veze. To pomeni, da zopet ne spoštuješ sebe, ne spoštuješ njega. Lahko rečete, gospod Natakar, oprostite, pa ne čez pol dvorane, da vsi slišijo, to pomeni, da zopet njega ne spoštuješ, ne? Ampak enostavno reči, se upravičujem, a lahko tole, bom rekel, pač uredite, popravite. In če Natakar reče, pač ne, v redu, pač reče, v redu, hvala. Ne? Izkušnja, ki mi je stala, ne vem, 20-30 evrov, koliko je bil ta zrezek, pač tukaj me ne boste več videli, bom jaz pač šel na mesto, kjer pač me bodo spoštovali in tako naprej. In tako v vseh odnosih, ne? Ker ko priješ do nekega tega nivoja, to ni stvar v tem, da potem ti zahtevaš te stvari, da kričiš, da se prepiraš, da ne vem kaj to je brez veze. Ne? Ko imaš ta nivo in ta nivo vibriraš. Ne? Nikjer ne vidiš, da nekdo, ki ga pač vsi spoštujejo, da pač na veliko si pač to spoštovanje. Zdaj bom pa vsem postavila meje, zdaj bom pa vsem povedala, da ne bodo kradali mojega časa. Enostavno lepo poveš, oprosti, pač situacija je takšna. Ne? Okay, ne? A razumete, vedno, ko je nek odnos, ki je neenakovreden, enostavno lahko rečeš, oprosti, takrat nimam časa, res. Ne? Lahko na rep način rečeš, joj, oprosti, res bi rad šel s tabo. Ne? Recimo, ne vem, pač primer, pač imate neko zgodbo, da greste z nekom na pijačo in vedno morate vi plačati, ne? Nikoli oseba noče plačati. V redu, pač, če je pač ta odnos toliko vreden, da vi plačate, v redu, potem pač ustrajate pri tem, ampak če tega ne želite, vedno lahko najdete način, rečete, joj, veš, oprosti, res si želim, da bi šel, ampak enostavno ne gre, nimam časa in tako naprej. To ne pomeni, da vi zdaj postanete in da lažete, ampak enostavno najdete nek lep diplomatski način, kjer vi dejansko pač ohranite dostojanstvo in ohranite dostojanstvo te osebe, da ne rečete, stari moj, zdaj pa boš ti plačal, naslednjič ali pa ne grejo več skupaj. Ne? Ampak razumete? Ne? Tako da v bistvu to je spoštovanje. Če želimo imeti spoštovanje, moramo prvo mi postati spoštovanje vredni in ta odnos se najprej začne do mene. Če jaz sebe tretiram na ta način, potem želim, da tudi vsi ostali tretirajo mene na tak način. Upam, da je bil ta video koristen, da je bila informacija uporabna. Vabim vas, da se prijavite na kanal, s tem pomagate tudi, da več ljudi pride do teh informacij in teh nasvetov. Želim vam en čudovit dan, ostanite čudoviti in se vidimo v naslednjem videu.